Lepo pozdravljeni. Vesela sem, da ste se odzvali našemu povabilu pred tudi današnjo nujno sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki se bo odvila v Državnem zboru na temo, kot smo slišali, ustavimo norosti zelenega prehoda. V tej zahtevi, ki so jo podpisali v stranki NSi, je žal navedenih kup neresnic, kup zavajanj, podtikanj, laži, posledično tudi strašenja naših prebivalk in prebivalcev, kar se mi zdi zelo nekorektno, sploh glede na to, da vemo, v kakšnem okolju že danes živimo in katere spremembe dejansko moramo nasloviti. Jasno nam je, kaj je agenda takšnega sklica seje. Jasno nam je, da je to zgolj le uvod v volilno kampanjo skrajno desničarskih strank in njihovih naslavljanj zelenega prehoda v Evropi pred evropskimi volitvami. Temu se moramo dejansko upreti. Zeleni prehod, trajnost, brezogljična družba, to so teme, ki jih moramo nasloviti in jih moramo živeti. Seveda na način, da bo ta prehod najbolj učinkovit, finančno vzdržen, konsistenten, da država na način, kot že pomaga s subvencijami raznoraznih ukrepov, ki tej politiki sledijo, pomaga. In tukaj prosim na tem mestu tudi vas medije, da temu namenite prostor, da temu namenite korektno poročanje, da tudi nas povprašate o temah, kako jih vidimo, kaj je res, kaj ni res. Z veseljem bomo vedno na voljo in pojasnjevali. Skratka, na tej seji danes bomo dobili prostor, možnost, da ovržemo neresnice, ki so se pojavile tako v zvezi z novim energetskim zakonom, predvsem pa samo vsebino le-tega. Torej, kaj problematizirajo? Problematizirajo, pa čeprav so, moramo vedeti, ta zeleni prehod pred 2 leti oziroma 4 leti, ko so stopili v vlado, takrat minister Vrtovec za področje infrastrukture, kamor je sodila energetika, sami začeli z veliko že takrat omejitev oziroma prepovedi, ki so jih zarisali na trg spreminjajočega oziroma spreminjajoče se energetske in okoljske politike. Danes trditi, kar seveda oni trdijo, da prepovedujemo uporabo lesne biomase. A vi veste, kaj to pomeni? In kaj pomeni, če bi mi se res tega lotili na ta način? Les je eden naših najdragocenejših naravnih virov. Slovenija je bogato pogozdena, tretja najbolj pogozdena država v Evropi in torej lesno bogastvo je tisto, ki ga bomo uporabljali tudi v prihodnje. Zastavljeno je seveda na kakšen način in lesna biomasa ostaja v uporabi za ogrevanje prostorov tako v ruralnih področjih kot v mestnih območjih. Edina možnost, ki pa jo dajemo s tem zakonom, pa je možnost, ne obveza, možnost lokalnim skupnostim, da določijo strnjena naselja ob upoštevanju kriterijev, ki jih že zakon določa oziroma navaja, in metodologiji, ki bo še določena. Torej, lokalne skupnosti bodo tiste, ki bodo lahko strnjena naselja na svojem področju sploh določila. V tem trenutku strnjenih naselij v Sloveniji za izvajanje energetskega zakona, ki je v državnozborski proceduri, sploh ni. Torej, o kakšnih omejitvah mi danes govorimo? In referendum na energetski zakon, da bomo vprašali ljudi, ali so za to, da se ukinja kurjenje z lesno biomaso, je nesmiselno. Nič se ne ukinja. Ukinjanje bo, če se bodo za to sploh lokalne skupnosti odločile in ko se bodo in ko bodo to opredelile v svojih lokalnih energetskih konceptih. Sicer pa zadeva ostaja takšna, kot je. Še glede plina. Tudi pri plinu zavajajo.
kaj se spreminja? A se ukinjajo koncesije? Ne. Na tak način, kot je zapisano v zakonu, se ukinjajo sicer koncesije za nove potencialne koncesionarje, ki bi danes želeli stopati na trg. Tudi to vemo zakaj. Vemo, kaj se je zgodilo nedavno nazaj, res pa imamo včasih zelo kratek spomin. Bili smo na začetku zime, pa nismo vedeli, ali se bodo ljudje zaradi same dobavljivosti plina, ki ga 100% uvažamo, sploh lahko ogrevali. V takšni stiski smo bili. Pa ljudje so bili zagotovo v večji stiski, še v večji stiski kot sami odločevalci. In koncesije, ki pa obstajajo in ki bodo v prihodnje potekale, jih pa bo mogoče podaljševati. Sicer za obdobje 5 let, ampak jih bo možno večkrat podaljševati na način, kot je predstavljen v zakonu. In zelo široke možnosti bodo za podaljševanje koncesij. Naj navedem samo en zelo plastičen primer. Torej, če je na nekem omrežju priključenih 5000 priključkov za plin in jih na tem priključku čez čas ostane samo še 5%, to je 250 priključenih gospodinjstev, se bo koncesija morala podaljšati. Morala, ker je to zapisano v zakonu. In kaj se ukinja? Nič se ne ukinja. Vem samo, da se bomo s temi temami do evropskih volitev še zelo, zelo aktivno ukvarjali. Vem pa tudi, da smo danes tukaj tudi zato, da bomo zagotovili našim prebivalkam, prebivalcem, družbi takšne pogoje za življenje, da bo ta družba lahko v obraz pogledala vsem našim naslednjim generacijam, našim otrokom, vnukom, da jim bomo zagotovili življenjske pogoje za normalno bivanje, zdrave življenjske okolje. In to smo kot politiki, država pa s svojimi odločitvami dolžni zagotavljati in pri tem pomagati in ne strašiti ljudi. Pomirjati ljudi. Vsi se zavedamo, da je situacija na področju okolja težka in zato bomo morali nekaj narediti. Seveda na sprejemljiv način za vse nas. Hvala lepa, predsednica sveta stranke in pa predsednica odbora. Dovolite, da še s strani ministrstva pristojnega za okolje, podnebje in energijo podam povratne informacije in resnice, ki dejansko držijo in so tudi preverljive na vseh spletnih straneh. Danes bomo to tudi objavili na naših spletnih straneh in bomo vse te neresnice, zavajanja in natolcevanja tudi absolutno argumentirano obrazložili. Že meseca decembra smo na ministrstvo pripravili zakon, ga poslali na vlado in ga sprejeli. Zakon začenja parlamentarno proceduro. Takoj po praznikih smo prejeli sklic izredne seje z sklicom stranke in njenimi trditvami, kaj se zakon vsebuje, brez da bi bile konkretne navedbe, pač je šlo za njihovo tolmačenje. Kaj pa dejansko zakon vsebuje? Kaj dejansko zakon piše? Kaj dejansko tolmači v obrazložitvah, je pa zdaj naša naloga, da vam resnico predočimo vsem medijem in se res zahvaljujem za tako velik obisk danes in da imamo to možnost. Predlog zakona EZ2 gre za zadnji del zakona EZ1, ki je bil sprejet leta 2014 in gre za zelo obširen zakon preko 700-800 členov in je bil neobvladljiv. In proces razdelitve zakona na posamezne člene oziroma področja se je začel že 4 leta nazaj in to je še zadnji delček tega splošnega zakona in je bil že v javni obravnavi pred prejšnjo vlado pod imenom Zakon o energetski politiki. Ta ista vlada, ta iste koalicijske stranke so sprejele to ime in seveda potem kar naenkrat to ime več ni bilo primerno in smo ga seveda skladno tudi z strokovno javnostjo preimenovali v EZ2, se pravi splošni energetski zakon. Zakon absolutno ne prepoveduje nekih absolutnih prepovedi, sploh pa ne takšnih, kakršne so oni tolmačili oziroma obrazlagali na svoji novinarski konferenci. Naše ministrstvo, ki je pristojno ne samo za energijo, ampak tudi za podnebne politike, za okoljske politike,
Prvič v Sloveniji imamo resor, ki lahko uspešno obravnava podnebne politike. V mednarodnem prostoru kot minister, ki sem pristojen za vse 3 resorje oziroma vse 3 področja, so nam priznali, da se Slovenija končno aktivno lahko vključuje v vse te mednarodne institucije in je pri tem kredibilna. Temu zakonu bo kasneje sledil tudi podnebni zakon, tudi ta zakon Slovenija še nima sprejetega, pa kljub temu, da je že vrsto let in pa nekatere vlade pred nami to vrstne vsebine tudi obljubljale, je bilo več populizma, praznih besed kot pa dejanj. Ampak pridimo k dejstvom. Sam sem si pripravil kar nekaj in bom šel lepo po vrsti, kaj vse je bilo v medijski prostor sporočeno in pa da vam podam nasprotno obrazložitev oziroma resnico. Najprej, ali se bodo še lahko ogrevali na plin? Absolutno da. Zakon ne prepoveduje vsem imetnikom plinskih naprav, da bodo morali kakršnokoli spreminjati. Sporedno imamo ogromno subvencij, spodbud, da lahko sami investitorji, fizične osebe ali podjetja preidejo na bolj učinkovite nove tehnologije in seveda ne samo, da naslavljamo ali pa obravnavamo in smo bolj okolju prijazni, ampak si seveda tudi znižujemo stroške ogrevanja. Obstoječi uporabniki plina tako s takšnimi dikcijami, ki so zdaj v zakonu zapisane, absolutno ne pomeni, da bo potrebno karkoli za njih se spreminjati. Danes govoriti o tem, da bo ta zakon spremenil kakršnekoli navade glede obstoječih plinskih naprav, je popolnoma zavajanje. Kar se tiče koncesij, ki jih je Nataša že omenila, več kot pol koncesij je oddaljeno preko več kot 10-20 let v prihodnosti. Ta zakon na njih sploh ne vpliva. V tem desetletju bo mogoče nekaj koncesij, ena je bila celo vzpostavljena čez 4 leta, da bo prešla, je potrebno po 25 letih, ko se koncesija izteče in se navadno že vse amortizira, normalno preučiti vse nove tehnologije, ki so se v 25 letih zgodile. In teh je veliko. In je seveda potrebno natančno obravnavati vse nove tehnologije, enako kot pa obstoječa tehnologija, v tem primeru plinsko omrežje. In jaz sem prepričan, in to tudi sami imetniki koncesij na marsinekaterem delu področja že ugotavljajo, da lahko mi ljudem ponudimo konkurenčnejši vir za ogrevanje, kot pa recimo trenutno obstoječi vir, še posebno, če imamo evropska sredstva za ta namen namenjena. S tem tudi seveda gradimo dolgoročno konkurenčno skupnost, gospodarstvo, nižamo stroške na dolgi rok ljudem in to mislim, da je odgovorno početje vsakega ministrstva, ki je za to pristojno. Seveda bo pa prihodnost vedno, tako kot je preteklost, determinirana, kakšna so bila dejanja v preteklosti, v tem primeru sedanjosti, narejena. Ali se še bo dovoljeno ogrevanje na lesno biomaso? Absolutno da. Še več, ta vlada je pospešila ne samo subvencije, razširjenost ogrevanja na lesno biomaso ali, če hočete po domače, tudi drva. Vemo, da je lesna biomasa, da so drva absolutno naravno bogastvo Slovenije. In to smo prepoznali že s 1. junijem 2022, ko smo mandat nastopili. Vendar na drugi strani pa ne smemo spregledati, da v določenih zelo ozkih lokalnih situacijah, ker Slovenija je zelo različna z svojim reliefom, je zelena in če želimo ščititi okolje, se pravi, nismo na področju energije, ampak smo na področju okolja, so pa določene zelo visoke koncentracije PM delcev in tudi zato smo imeli posluh, da naslovimo oziroma obravnavamo primerno tudi zdravstvene težave, ki lahko iz tega naslova vzniknejo. Oziroma po študijah in pa analizah, ki jih ima Nacionalni inštitut za javnega zdravja, je v Sloveniji ogromno število smrti ravno zaradi PM delcev. In neodgovorno bi bilo, da ne dajemo možnosti, da kjerkoli se v Sloveniji to dogaja, da lokalna skupnost na podlagi
ustrezne zakonske vsebine, lahko to tudi seveda skladno z prebivalci, ki tam živijo, naslovi. In to ta zakon prinaša za svojo zakonsko vsebino. Tako da, če zaključim ta del glede lesne biomase, absolutno, jaz trdim, da danes uporabljamo bolj obširno lesno biomaso, kot smo 1. junija 2022, ko je ta vlada nastopila, ker ne glede na to, kar mogoče mi kot politiki govorimo, nas številke to govorijo, da smo ugradili več kurilnih naprav v tem času in bomo recimo, ker imamo odprti razpis, številke kaže, da bo 4-krat več kurilnih naprav ugrajenih na lesno biomaso, kot pa recimo po predhodnih 3 vladah. In zato smo namenili sredstva, nepovratna evropska sredstva. In je prav, da ljudem damo, da izkoristijo naše naravno bogastvo, seveda v lokalnih okoljih, kjer je prevetrenost dovolj velika in kjer s tem ne ogrožajo zdravje drugih ljudi. Ali bo cena elektrike zaradi nove omrežnine v prihodnje občutno višja? To je tudi eden iz očitkov v izrednem sklicu seje, današnje seje odbora. Tudi to moram ostro demantirati, da ne. Absolutno, da bodo računi nekateri tudi višji. Absolutno. Ampak, če imamo 900 tisoč merilnih mest v Sloveniji, bo za 800 tisoč merilnih mest po analizah, ki jih je neodvisna agencija za energijo, neodvisni regulator že pripravila, preko 800 tisoč gospodinjstv za povprečnega gospodinjskega odjemalca prinaša to cenejši način. Kar pa bo omogočal nov način obračuna pa je, da vsi tisti, ki se danes prilagajajo in zato niso nagrajeni, da bodo lahko prihranili in si znižali račune na bolj učinkovit in za višji znesek, kot recimo danes. In to je prav, ker danes delajo na nek način dobro energetskemu omrežju, ker ga obremenjujejo takrat, kadar energetsko omrežje ni obremenjeno. In to je namen prenove tega cenika. In jaz sem prepričan, da nova metodologija uporabe energetskega omrežja bo ravno to prenesla, da bo ljudem omogočila še hitreje in bolj učinkovito izkoriščati nove tehnologije, ki hkrati seveda tudi varujejo naše okolje. In mi moramo poskrbeti, da bomo ljudem omogočili nizke cene v prihodnosti, okoljsko nesporne in čiste tehnologije in da seveda danes pravočasno damo ljudem možnost, da se odločijo, hkrati pa seveda zagotovimo spodbude za to, da lahko preidejo na bolj učinkovite in pa konkurenčnejše vire ogrevanja. Eden od očitkov je tudi, zakaj zeleni prehod, ki nas veliko stane. Bom pa tako rekel, ta očitek je zelo populističen. Najbolj nas bo stalo, če ne bomo nič naredili. In to danes že doživljamo. Najprej je bila suša. Ogromna sredstva je država morala zagotoviti iz proračuna, da je blažila suše, potem so bili viharji, vetrolomi in seveda lansko leto še poplave. Vse to so podnebne spremembe. In človeštvo je bilo na zadnjem srečanju podnebne konference v Dubaju končno zedinjeno, da je fosilnih virom treba reči v prihodnosti ne. Že prejšnja vlada, ta ista stranka, ki danes očita, da treba ohraniti fosilna goriva, je sprejela zakon in zapisala v načrt za okrevanje in odpornost, da leta 2024, to bomo tudi obelodanili, da je treba prepovedati ogrevanje na fosilna goriva. Torej, ta ključni mejnik, ki ga Slovenija lahko doseže, danes samo zapišemo, da bo potrebno to ustrezno regulirati in omejiti. Konec koncev je resnica tudi ta, da smo zaradi energetske krize je bila povzročena na podlagi fosilnih virov, ne na podlagi obnovljivih virov energije. In za boriti se za vse manj fosilnih virov na našem planetu, te vojne in te konflikti se bodo samo še množili in generiranje vedno novih konfliktov povzroča cenovne šoke in povzroča na konec konca tudi višje stroške, ne samo slovenskim državljanom, ampak evropskim državljanom in državljanom po celem svetu.
In biti neodvisen pomeni tudi, da se naslonimo na lastne domače vire. Prej sem omenil, en vir je tudi drva, lesna biomasa in to smo prepoznali že leto pa pol nazaj. Prepoznavamo pa tudi to, kar ima Slovenija zdana, ima veliko obsevanih sončnih ur, pospešili smo solarizacijo, ki je prej dobesedno spala in smo v našem mandatu priključili na omrežje toliko sončnih elektrarn, kot prej v 20 letih. Kot prej v 20 letih. In s tem smo zelo hitro povišali našo samozadostnost in s tem tudi neodvisnost. Polna usta so nekaterih politikov, kako bi gradili velike vire električne energije. Ja, tudi to gradimo, tudi tu pospešujemo aktivnosti in delamo vse, kar lahko delamo, seveda skladno tudi z investitorji, ki so zainteresirani za to, ampak ljudje si želijo graditi lastne vire. In mi moramo kot vlada njim omogočiti, ne samo z subvencijami, tudi z predvidljivimi zakonskimi nastavki, da lahko grejo v svojo čisto in pa okoljsko najbolj prijazen lasten energetski vir. Tako da zeleni prehod v bistvu nas ne stane na kratek rok. Na dolgi rok je pa to edina garancija, da bomo živeli v brezogljičnem in podnebni odporni družbi, ker tista gospodarstva, tiste skupnosti, tiste ekonomije, ki se ne bodo razogljičile, bodo nekonkurenčne in bodo plačevale iz proračuna visoka sredstva, to, kar se nam je dogajalo zaradi energetske krize v Ukrajini in zaradi krize, ki jih recimo doživljamo vedno znova zaradi klimatskih sprememb, ki so tukaj in zdaj. Klimatologi in pa znanstveniki nas opozarjajo, da vremenski pojavi se bodo še naprej dogajali in da moramo seveda se prilagajati na podnebne spremembe. Hkrati moramo pa zelo veliko delati na blaženju. In na politiki blaženja smo ravno tako na našem mandatu ogromno ukrepov že sprejeli in nekaj jih bomo pa še v tem letu. Druga trditev, zakaj omejujemo fosilna goriva? Iz preprostega dejstva. Na eni strani želijo pospeševati fosilna goriva in pahnati ljudi v energetsko revščino, po drugi strani pa ti isti politiki spregledajo eno dejstvo. 3 milijarde letno dajemo za fosilna goriva v Sloveniji. 3 milijarde letno. In to, če imamo en mandat 4 leta, je to 12 milijard. Veste, kaj bi se lahko naredilo z 12 milijardami za zeleni prehod? Kakšne nizke cene bi lahko generiralo to za ogrevanje, za lesno biomaso, to, kar imamo v Sloveniji, na sonce, na vodo, da ne grem še naprej na druge tehnologije, ki so v nastajanju. Zakaj se moramo razogljičiti? V svetu in v Evropski uniji poteka tekma, katera ekonomija in katero gospodarstvo in katera skupnost se bo hitreje razogljičila, ker bo hitreje prišla na nizke cene in na konkurenčno gospodarstvo. Sploh ni govora o tem, da se ne bodo razogljičili. Razen nekatere države, ki niso tako demokratične, ki so res bogate z naravnimi fosilnimi viri in seveda zavirajo, ker je to v njihovem nacionalnem interesu ta proces. Če želimo mi biti in zasledovati lasten nacionalni interes, moramo imeti lastne vire. Lastni viri pa niso fosilni viri, ker vsako leto 3 milijarde dajemo tujim korporacijam. In da na koncu zaključim in zaobjamem vse neresnice, ki se kažejo. Absolutno stojimo za našimi politikami, ki peljejo in že dajejo rezultate. Ne glede na to, da radi razgrešenih politik v preteklosti moramo iz proračuna, tako kot lani, zamejevati ceno fosilnega plina, ker povzroča nesorazmerno visoke stroške našim državljanom. Več 100 milijonov smo lansko leto iz proračuna morali nameniti ravno zato, ker smo mogoče v preteklosti tovrstne politike sprejemali preveč na levo roko in premalo razmišljali, bom rekel, na srednji rok, če ne na dolgi rok. Zakon šele začenja zakonodajno pot. In tako kot v preteklosti
slovimo kot ministrstvo, ki smo zelo odprti za najboljše možne predloge in smo jih tudi že upoštevali v času javne obravnave in tudi zdaj jih bomo upoštevali, če bodo prišli boljši. Ne bomo pa dopustili, da se bodo laži širile, ne bomo pustili, da bodo se te laži strašili naše državljane, ki bi bilo mogoče to oportuno zaradi volilnega časa, ki je pred nami, ker želimo zaščititi naše državljane na srednji in dolgi rok in to nam je ključni cilj, ker želimo imeti čisto podnebno odporno družbo, da se bo čim prej razogljičila in čim prej lahko generirala najcenejše cene in stroške za naše državljane. Hvala lepa.